glede na to, da so izbirali, da je komisija izbirala med 134 deli in da sta dva prevoda teh del moja, se počutim počaščeno in se zahvaljujem za zaupanje pravzaprav. Pravzaprav ne, ker Asterix je zelo zahteven prevod. Dejansko zahteva mogoče več, kot bralec vidi. Ker je veliko skritega med vrsticami, veliko imen je recimo bilo tolikrat predebatiranih, tolikrat premetanih, tolikrat skombiniranih, da na koncu, pravzaprav, ko bralec to prebere, zdi se mu smešno, ampak ne ve, koliko je dela za tem. Pravzaprav vsak oblaček, recimo, je vreden včasih enodnevnega, dvodnevnega premisleka, recimo. Medtem, ko tisto, ko bo prebral v urci, dveh mogoče. Zdaj, mi prevajalci pa včasih delamo na tem res cel dan, recimo samo na enem oblačku ali pa samo na enem imenu, ali pa nam kapne celo takrat, ko je zadeva že v tisku, pa potem kličemo v tiskarno, če lahko zamenjajo imene. Asterix je recimo strip res za vse generacije. Otrok bo bral zgodbo kot premočrtno zgodbo in se mu bo zdela super, ker je vedno dogodivščina, ker se nekaj dogaja, ker Asterix reši stvari. Medtem ko odrasli bojo pa seveda reference videli zdaj ali na politike, ali na aktualno dogajanje oziroma anahronizme, dejansko vse te bojo ujeli, to je pa v neskladju recimo z rimskim časom, pa s tistim časom, ko so bili Galci, pa dejansko, mislim, že sama ta galska vas je bila recimo v zgodovini zavzeta, ampak v Derzo in Goscinny imata zelo rada anahronizme in ponarejanje, v bistvu, mislim, tako pozitivno ponarejanje zgodovine in pač prikrojita, pač pustita del Francije neosvojen že s tem in potem imata pa še ogromno vseh teh, ali so to sodobni politiki, ali sodobne medijske osebe, znane osebe, ali pa enostavno izrazoslovje, ki je pač prilagojeno sodobnemu jeziku. Pri prvem mojem prevodu Asterixa je bilo zagotovo. Sploh zato, ker je šlo za en starejši prevod, mislim, ki je že bil preveden, ki ga je prevajal gospod Berger. In prevajati za tako eminentnim prevajalcem je velik zalogaj, se pravi, stopiti res velike čevlje. Potem pa seveda samo spoštovanje avtorjev Goscinnyja in Derzoja ravno tako doprinese k neki tremi oziroma spoštovanju do dela in vsemu trudu, ki ga pač prevajalc oziroma mislim, da kot prevajalka vložila v svoje delo. Ja, velika razlika je. Pač klasični roman se prevaja kot klasični roman. Sledimo pač besednim igram, če so, če niso, pač jih opustimo. Veliko je dialogov, recimo v enem takem, odvisno od žanra, ampak v enem romanu recimo imamo dialoge, kar je enostavno postaviti. Medtem ko pri stripu smo pa omejeni. Omejeni smo z oblačkom, omejeni smo z pomenom in vse to je treba ujeti v eno samo sličico. Tako da strip je recimo veliko težja naloga kot en roman, ki ima, ne vem, 500 strani. En strip pa recimo 48 strani, ampak je veliko težji zalogaj kot pa roman, recimo. Ja, tudi po tistih
prevodih, predvsem pa po študijah, ki so narejene po teh, sploh ko gre za Asterixa, obstajajo vse mogoče študije in tako da pred vsakim prevodom preberem ali članke vezane na strip, ali študijo vezano na strip in pa tudi variacije teh imen, ki so si jih v različnih jezikih drugi prevajalci izmislili. Včasih Angleži pogosto, recimo, vzamejo kar francosko in pustijo, medtem ko se v slovenščini da veliko narediti iz tega. Tako da izpade včasih zelo zanimivo, smešno in pa ustvarjalno.